Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je komik, igralec, pisec, kaj še? Avtor, ja. Avtor, Vid Valič. Res je. Vid, pozdravljen. Pozdravljeni. Začniva na začetku. Ne morete pravzaprav se z drugim ukvarjati kot z igralstvom glede na poreklo. Tako, ja. Valiči, jaz sem malo poskušal priti do konca Valičem, pa ne moreš priti. Ajde, nad vsemi, glava vseh glav, največjih slovenskih igralcev vseh časov, Aleksander Valič, dedek. Za moje pojme definitivno. Ja, dedek, tudi ne sem za vaše, tudi nasplošno to velja. Aleksander Valič. Tako, oče. Oče Iztok Valič, igralec. Stric. Kak je bratranec od očeta? Bratranec od očeta je Dare Valič, tako. Aleš Valič je pa malo daljše sorodstvo. Nina Valič je Daretova hčerka. Tako. Domen Valič je vaš brat. Tako. Pa imamo še Blaža Valiča, ki je od Dareta Valiča sin, od Nine Valič brat, je tudi v temle Usodnem vinu, pa v Reki ljubezni, pa vseh teh oddajah je not igral. Pa Laro Valič, pa dobro, ona ni igralka, no, ampak ga pa dosti glumi. Glavnem Valičev koblata. Ja, in takole črna ovca familije Vid Valič. Tako, sem pa jaz. Jaz sem edini, ki nisem šel v igralske vode. Ne, nisem šel, probal sem priti. No, probal sem priti, tako, ampak nisem šel pol dejansko. Jaz reč vidim, kot da nisem šel. Dobro, ja. Ampak ne, je bilo tako, da nisem bil sprejet na dvakrat na AGRFT, pa sem pa nekako iskal neko svojo pot, še vedno sem hotel biti na odru. Ampak znemili se me ne boste, ste se mislili. Tako nekako, ja. In že v srednji šoli sem hodil na improligo, pa smo improvizirali, to improvizacijsko gledališče in tako. In mi je bilo to ful zabavno, ker sem videl, da se ljudje zabavajo. Precej močno, tale improliga. Ja, tudi je bilo, ja. So fajn delovali tule. Tisto je bilo, jaz sem začel v šolski improligi, ker je bilo za srednje šole improlige, pa takrat že laufala. In se mi zdi, da smo imeli, mislim, Vlado Blaškalič. Tako, on je bil tudi improvizator. Žilavec. Žilavec, Gorazd, seveda, ja, in tako naprej. Brat Žilavcev. Oni so bili vsi v bistvu, so hodili v Ljubljano, v Kuda France Prešeren takrat in jaz sem jih pa gledal, pa se navduševal, pa toliko si lahko dober, pa tako. Nekje sem videl, Jurij Zrnec je bil tisti, ki vas je pa navdušil nad igralstvom. Neko predstavo ste videli z Jurijem? Ne, mislim, ni me on navdušil. Če me je kdo navdušil, nad tem sta me dedek pa oče v prvi vrsti, potem pa tuji komiki. Jaz sem Zrneca samo občudoval takrat. Jaz se spomnim, da sem ga gledal jaz sem ga gledal takrat na leta 2004, ker Zrnec je v bistvu, meni se je zdelo, kakor da smo itak tam, zato ker sem bil... Ja, ne, on je, koliko ne mislim, 5 let starejši od mene, se mi zdi, in smo bili skupaj v improligi. Oziroma, jaz sem bil v šolski improligi, on v improligi, in potem se mi je tako zdelo, kakor se mi da se poznava, pol, ne. Tako, ne, in potem tam 2-4, ker sem ga pa videl na Viktorjih, ker je res naredil bum. Zelo noro. Ja, zato ker noben ni pričakoval, ker ga noben ni poznal. Ja, tako je, noben ni poznal. Jaz pa sem ga gledal, pa mi je bilo tako, wow, super, a mi je bilo tako, to so fore iz improlige. To sem že tam videl, ne. Ampak sem pa videl, da koliko je super, da je to naredil. Zato, ker je v improligi je to videla zelo mehna skupina, tle so pa lahko videli širna Slovenija in so seveda crkalo smeha in takrat je pol Zrnec rato tudi to, kar je rato. Tako da ni me on navdušil zares, ampak sem ga pa takrat zelo občudoval, ja. Zdaj pa, če malo se odmaknemo od igre, iz igralske družine ste, ampak odraščala ste z mamo, vidva z bratom. Ne. Oče se je dosti hitro odšel od hiše. Ne, ni bilo tako. Moja starša sta se ločila tam pri nekje 11 letih, jaz sem bil 14, pa ne, smo bili skozi v stiku. Ja, v stiku, ja, ampak... Ne, mi da sva živela z mamo, ampak so bila, kolikrat so, vsak drug vikend sva bila pri očetu, vsak tork sredo, pa tako, tako da ni bilo, tudi moje mami ne bi nikoli hotela nama kakšnega stika. Jaz sem bral en intervju z njo, v katerem je rekla, da jo nikoli ni vprašala, kako je bilo pri očetu. Ni hotela zdaj posegati le noter, je rekla nič, če pač mi da ne moreva skupaj, ne bosta to dva svetova in dejansko sta bila in tako če super delovalo. In mama je zelo oster kritik vaših tekstov in nastopov. Ker je slavistka, oziroma slovenistka, no pa anglistka in seveda zelo veliko da tudi na slovenski jezik, tako kot moj oče in pa babi, ki je tudi slavistka, ne, babi Dana. Pa pokojni dedi, vse. Pa pokojni dedi igra, vsi to in jaz, hvala Bogu, je druga babi tehnični pouk, pa tako naprej učila. Normalen človek. Ja, tako da bi, ampak ja, mami pa vedno, to je bilo zdaj pred kratkim neko forum, kjer rečem, na fitnessu rečemo, a delaš prsa, ne, delam
delam vaje za prsa. Ne. In je mama rekla, ne, prsi. Prsa so piščančja. Ne? In on tako vem, sam noben na fitnessu ne reče prsi, ker bi se čudno počutil med sabo, ker ne znajo, tako je, točno to. Ne zato, ker bi bilo čuden, če bi en moški drug mu rekel, a delaš prsi? Če bi šlo. Torej, seksualno namigovanje cel čas. Ja. Med stand-up komiki imam celo drug občutek, da se cel cajt namigujete, da ste pravzaprav pol geji. Ja, to je... Jaz mislim, da to izhaja še malo iz teh 90-ih, 2000, ki so tudi v filmih, pa tudi komiki, kjer če si nekoga zafrkava, da je gej, da je to nekaj slabega. Zdaj se to že spreminja, zdaj ni več tega. Ne? Ni več tako slabo. Ne, pa ni, zakaj bi bilo slabo, ne? Ni res logično. V bistvu mi smo to bolj kot najstniki, smo bolj enačali, ko si peder, ne? Bolj s tem, kako se obnašaš, v smislu, skratka, čisto napačne lastnosti smo na to pripenjali. Ampak, lej, po drugi strani je pa zabavno nekoga zafrkavati glede spolne usmerjenosti. Tako čisto, da vidiš, kako se na drugi strani odzove. Ker če ga to zmot, pol očitno ima probleme. Če ga pa ne, pa se zna zafrkavati, pa ne. Si lahko tudi zafrkavaš, da je človek straight. Definitivno. Ja. Ta sem ženska mi seks. Kjer bednik. Sam dejansko, če pomislite, ne? Biseksualcem je najlažji, pa najlepši. Oni pa imajo skozi seks. Oni nimajo s tem težavo, ne? Ne, to greš ven, če eno deklete lepo ne pogledate, bo pa en tip. Po mojem je lažji. Eden izmed vicov, ki jih širite v svojih predstavah, je tudi tist, če bi bil jaz ženska, jaz bi vsak mu dal. Ne, to sem enega kolega, ki je to govoril. Mogoče bi se lahko tudi jaz lepo istovetil. Mislim, definitivno ne bi imel toliko pravil. Ta stand-up je v Sloveniji, kot vse stvari, prišel malo pozneje kot v svetu. Veliko pozneje. Ja, veliko pozneje. In slovenski stand-upari se kar zgledujete po najboljših svetovnih. Tam smo nekako se naučili. Tam smo, jaz sem najprej videl Robbija Williamsa, pa Eddie Murphyja, pa tako naprej, pa Paul George Carlina, pa vse te velike komike in imelo tako, wow, kako to neverjetno same na odru. Robbie Williams sploh ima 1:50, tisti live on Broadway, ne. In ritem, hiter, cak, to kar dežujejo štosi. Vrhunski igralec, ki se ga stand-up. To je še dodana vrednost. On je začel stand-up komedijo, pa je potem postal igralec. Tako je podobno kot Jim Carrey. Jim Carrey je bil tudi najprej stand-up komik, ker v Ameriki je kar ta neka, da se pravi Hollywood, pa filmska industrija, pa televizija tudi zdaj, opazujejo komike, nove, ki nastajajo. In jih potem tam jemljajo, zato ker imajo zelo dober potencial in za soustvarjati in za seveda timing komični in tako naprej. In vsi ti Kevin Hart, ki je zdaj največja zvezda med komiki v Ameriki, je imel ta Madison Square Garden, ki gre not, ne vem koliko, 10,000, 30,000 ljudi, je imel 3-krat razprodan v enem tednu, pa take štose. In tako da zelo dobro deluje. Pri nas tega še ni. Mi smo omejeni. Ja, čeprav mene so opazili ravno zaradi stand-up komedije. Mene so na Pop TV-ju, takrat, ko so me povabili, da bi vodil talente, so me opazili lih na stand-up komediji. Tako da mi je tudi prav prišlo. In potem še Vitim Pero šel. Tako pa je šlo naprej, pa ja. Kaj X-Factor? X-Factor je bil še pred Vitim Pero šel, pa smo Vitim Pero šel zaključili, pa smo še ne vem, 2 ali 3 talentov sem pa še odvodil, tako da je bilo kar veselo. Drugač pa brati igralci zdaj ima premiero filma Preboj, Jaroslav. Tako, ja, partizanski film. Vi pa še takih izkušenj prav igralskih? Nisem bil še partizan, ne, nisem. Ja, pa vi pa nekaj, ja, samo striž bi se mogel za partizana. Ampak to me še matra, to so še moje ambicije. Pa to nekaj sem že igral v parih predstavah, pa v parih kratkih filmih, ampak nisem pa še nič... Naprej sem bila v šolski ligi, v impro ligi, potem pa pridejo punch festivali. Pa tudi ene skupine, ki ste jih imeli stalnih nastopov v Prešernu. Ja, jaz sem delal, to je bil projekt stand-up v KUD-u France Prešeren, pa zdaj ga spet nadaljujemo, zdaj je to Center slovanskih kultur tam, CSK France Prešeren, tako da to delamo. Tako da Prekmurke, če želite prijeti, vabljeni v Ljubljano, če se vam da voziti za to. Punch je pa tako, je pa nek tak festival, to nimam jaz zraven, samo nastopil sem zraven. Nastopali ste, pa zdaj več ne, ali kak? Ne, nastopam. Ja, zdaj sem povezoval.
to leto, čisto sem zaradi tega, ker sem jaz se prosil, če lahko na mesto nastopa rajši povezujem, ker sem pripravil novo predstavo in potem rajši ta material držim za tisto. Pa zelo veliko sem bil napančan, tako da sem pol probaš malo kaj drugega. Kaj pa če bi malo vodu, pa je to tudi zabavno, pa tako ne. Kaj pa drugega še počnete razen tega? Ali je to celo življenje samo na fitness pripravljanje? Hodim delat prsi. Ne, jaz delam, meni je najbolj všeč komedija, stand-up komedija. S tem sem začel, s tem sem si nekako zgradil kariero, dobro s televizijo, ampak stand-up komedija me je pripeljala do tega in to poskušam držati živo in bom probal držati živo do konca življenja, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to super medij, kako sporočati ljudem neke svoje misli in tako naprej. Druga stvar, ki me zanima igra, to bi rad še odigral kakšno fajno vlogo v kakšnem filmu ali pa seriji. Stala pa kako to, da se še nišče ni spomnil, da bi ta markantni nos uporabil v kakem... Kako? Kako to, da se nišče ni spomnil, da bi ta... Da bi rad moj nos imel. Po mojem, zato tega, ker ne morejo profilnih kadrov delati potem. Premala kamera? Ja, pa preveč zasede, pa bi vedno pokrival svoje igralca. Ne, jaz mislim, da me ljudje vidijo bolj kot voditelja, kakor igralca, zato ker so me tako spoznali in potem tudi po moje režiserji to. Pa logično nekako, če izbiraš med igralcem, šolanim, tako pa med mano, za katerega ne vejo, kaj lahko naredim, pa tako pa kakšen sem, bojo seveda prej njega izbrali. In je tudi ogromno igralcev in igralk, in če ne bi njim prvo dajali teh možnosti, kaj bo pa pol. Če bi kar ne počnemo v Sloveniji praviloma, razen pri tistem gremo mi po svoje, šli na to, da bo čim več ljudi pritegnil film, potem bi se že kdo odločil. Ja, pa bi se lahko, ampak vprašanje, prepoznavnosti. Ja, se strinjam. Jaz tudi tako razmišljam, tudi jaz, ko bom delal svoje projekte, razmišljam na ta način, kdo je marketinško in zanimiv za ljudi, pa ne samo marketinško, no tudi tako, pač da zna prinesti hmizi to, kar je treba, ampak ne vem, jaz mislim, da ne vem. Ja, dobro vprašanje. Zakaj me niso povabili? Dobro, kaj hočete reči, da ne moram biti zraven zrnca, ali kaj? Ne, jaz sem samo to, jaz sem kar navajen, da večino stvari, teh nekih večjih premikov moram sam narediti. Tako da po mojem moram tudi jaz, da me ne bo noben režiser zares povabil k kakšnemu filmu. Pravi, da napišeš scenarij, režiraš in se postaviš glavno vlogo in potem eno sanjsko žensko, ki je nikdar v življenju nisi upal nagovoriti, povabiš za glavno igralko. Ja, take sicer ni, to si kar vsaki upam kaj reči. Ampak ja, na ta način. Kako je s tistim, kolikokrat te mora ženska zavrniti, ali kako to gre? Kolikokrat te mora pogledati. Zavrniti, ne, bi si ulo, ko prosiš za roko, koliko žensk moraš prositi za roko, da ti rečejo ne. Ja, lej, pač toliko, dokler ne reče ja, ne. Dokler ena ne reče ja. Sicer pa držite svoje privatno življenje oziroma svojo intimo, čeprav cel čas nastopate svojo intimo. Način, ja. Ampak nikoli nočem nekih imen izdajati, tako da bi se lahko povezalo, čeprav moj prijatelj je že imel problem zdajle, so povezali, jaz imam nek štos, moj prijatelj Mirza, se poznava že od 17 leta in tako naprej in bila so tudi na Tajskem skupaj, ki so šla surfati takrat in so si neko masažo privoščila in so si šla pač v napačen masažni salon. To je bilo iskreno... Za pedre? Ne za pedre, ampak za srečne konce. In je bilo res je bilo po nesreči. Vedno so šla po surfanju kam se zmasirati in ker veš, te so masaže poceni in prideva tja. Verjama Mirzova žena, da je bilo po nesreči? Mirza nima žene, to je v redu. Tudi partnerica še nima, zdaj ima neko novo, nisem čizikar, ampak... Težave ima? Ne, njih to je najbolj fora, on dela na šoli, v osnovni šoli. In zdaj so nekako to povezali, ko je bila na televiziji predstava in zdaj vsi hodijo za njim, ker pač en del tega je pač, da ga je ta maserka, ko ga je obrnila na hrbet, je pričakovala, da bo on imel erekcijo in je ni imel in ga je začela malo vzbujati, tako da ga je prijela dvakrat tako gor in mu rekla sleepy, kar pomeni za spanček. No in zdaj pač, ker je bilo to na televiziji, zdaj, ker sem imel predstavo, so povezali in zdaj za njim hodijo po hodniku in se derejo sleepy.
Tega se prijatelju ne dela. Res je. Oziroma, če se že kakšnemu prijatelju to dela, pa se to njemu dela. Tega, ker se že toliko časa poznava in vem, kako pač to sprejme, ga ne prezadane. Njega ne, ampak to, ko otroci delajo slipi pa njih. Vse se smije, rekel, ker ga čist presenetilo, ni niti vedel, da bojo povezali. Ker povezali so pa tako, da on je pa na mojem roastu bil, ne. Je tudi mene takrat roastu in so takrat pol povezali. Aha, če je on tam Mirza, ne, pol tudi, ne, Klemenko, kako so porunili, pa se je ogromen Mirz v Ljubljani, ne, pa tako, ne. Ampak ja, so ga tam poštekali, očitno so tudi starejši bratje, drugi razred fantje so mu to govorili, slipi, ne. Ta roast vaš je dejansko, polno je bilo, ne polno, 3-4 roasti so bili v Sloveniji zdaj, ampak ta je bil je dokazoval, koliko dobri prijatelji ste si. Ker tako grobo, da ti nekomu naprtiš, da je plod abortusa, ki je po kanalizaciji preplaval. In tako naprej, mislim, moraš imeti jajca, da to poslušaš, pa zdržiš. In poslušaš in rečeš. Iskreno, jaz tudi, ko sem pisal te stvari in za svoj roast, ko sem pisal in za Perico, pa za Kobala Borisa, takrat, ko smo na Žaru delali. Ko še ni bil kompromitiran. Tako, ko še ni bil kompromitiran. Takrat je prav kar grozen ti je, kam gre tvoj lahko, ko se nastavaš na to, ne. Se pravi, da hočeš nekoga požaliti in tako naprej, ne. Tako da moram priznati, da jaz, kljub temu, da mi je bilo zanimivo to delati, mi ni bilo pa toliko zabavno to delati, kakor mi je delati mojo komedijo, pa pisati moje štose. Zato, ker je res, ugotoviš pol, mater, to je vse negativno. Kljub temu, da je dobro namerno, kljub temu, da gre za to, da se pokaže, da se znamo, da ni važen, kaj ti nekdo reče, da to ni zares pomembno. Ker če se ti razumeš, pa če si dovolj samozavesten, pa dovolj v stiku sam s sabo, ti lahko nekdo... Se strinjate, da je veliko humoristov, ki se zafrkavajo na račun vsakega, ne prenesejo pa... Jaz jih poznam nekaj. Je, ne? Prav zelo duhovitih ljudi, ki pa so... Ja, tako je. In meni je to, mam je čudno, jaz verjamem to, da če si vzameš pravico, da se zafrkavaš iz drugih, da se delaš norce iz drugih, potem mislim, da to mora izhajati samo iz tega, da si ti zmožen se tudi sebe zafrkavati in pusti drugim, da se delajo norce iz tega. Tisti so zmagovalci, ki to znajo, na svoj račun delati štose. Zame je to predpogoj, da se greš ti delati norce iz nekoga drugega, moraš najprej se znati sebe in pustiti, da se drugi lahko delajo norce iz tebe in tega ne zares zameriti. Ker od kje si pa imaš pravico, če ti nase ne preneseš, da se ti z drugih delaš. Jaz tudi iz svoje prejšnjih služb, pa to zmeraj ugotovil, da ljudje, ki so največje humorje pisali pa tak naprej, so pravzaprav zadrti, čemerni, zameljivci. Zna biti. Koga zdaj imenoval, da naredim tako kot oni. Slipi. Slipi, ja. Ampak ljudje imajo občutek, zdaj po teh vaših predstavah, ki jih imate, da ste obsedeni s seksom. A res? Ali pa s pomanjkanjem seksa. Zakaj? To je samo ena predstava. Pa zdaj nova. Tvoj bodoči bivši mož ni bila v seksu, je bila bolj o moško-ženskih odnosih. Tam pa ni seksa, ali kako? Ja, je, definitivno, ampak je veliko več tudi neka razumevanja, kako moški razumevamo ženske, moške in tako naprej. Tudi tam je seks. Tudi tam je seks pri razumevanju. Prav, vidite, kot lahko vidite, to je itak moja teorija, da mi zelo veliko stvari delamo zaradi seksa in seksualne energije, marsikaj naredimo, kar mogoče ne bi, če ne bi bili obremenjeni seksom in seksualno energijo, sem obremenjeni pod navednicami. Tisto pravijo, da hočeš biti všeč, vsi, ki delamo v javnem poslu, pravzaprav to delamo zato, da bi bili nekomu všeč. Zmeraj imaš odzadaj neko žensko, za katero ti je najbolj pomembna. Recimo, že mama je eden izmed. Ok, sam to ni seksualnega tle. Ne, tudi zdaj smo govorili o všeč biti. Ja. Mislim, meni je načeloma vseeno, kaj se ljudje mislijo o meni. To ne verjamem, to je lahko nekaj. Ne, ampak res. Jaz vem, kako se hočem jaz predstavljati. Vem, kaj hočem jaz ven sporočati ljudem, ampak to ne pomeni, da bo to prišlo ven tako tudi pri ljudeh. Se pravi, vsak me bo drugače videl. Nekdo bo to, kar jaz rečem, pa kar naredim, vzel točno tako. Spet nekdo drug bo to vzel, Vidite, jaz sem vas prekinil zato, ker ste rekli, da mi je vseeno, kaj si ljudje mislijo o meni. Je o meni?
danes ste zamudili 1 uro, pa vam ni bilo vseeno, kaj se ti ljudje, ki delajo tukaj, mislijo o vas. Zelo prizadeti ste bili. Ne, to je res. Ampak to je iz drugega razloga. Jaz nočem drugim ljudem obremenjevati. Tako je. Ja, ok, mogoče. Tle ste me dobili. Nikomu na javni sceni ni vseeno, kaj si ljudje mislijo o njih. Zato delamo, da bi si ampak gre razlika, ali se ukvarjaš s tem, kaj si drugi ljudje mislijo o tem, ali se ukvarjaš s tem, kaj hočeš ti sporočati in kako verjameš v to. V te razlike se govori. Ampak ko te zelo narobe razumejo, si spet prizadet. Se pravi, nekaj si narobe naredil, da narobe razumejo. Ampak gre za potem... Za nastope, ja. Ne, ampak gre za potem obračanje k samo sebi, da ugotoviš, kaj si ti narobe naredil, da tvoje sporočilo ni bilo jasno in čisto. Ja, se zato pravim, tako da ni, če bi nam bilo vse ko se ljudje v nas mislijo, potem... Ja, to je res. Ampak mogoče jaz sam narobe, jaz sem v glavi to, da si, če se ukvarjaš s tem, kaj si drugi ljudje mislili o tebi, se v bistvu ukvarjaš z drugimi ljudmi, namesto da bi se ukvarjal sam s sabo. Mogoče jaz to tako razumem, zaradi tega ustrajam, da mi to ni. Dobro, mogoče se malo nespretno izražam. Ne. To je tista terminologija na koncu, ker en stavek za vas lahko nekaj pomeni, zame pa čisto nekaj drugega in iz tega razloga, ampak vse je res. Na koncu vsi razmišljamo o tem, kaj si drugi ljudje mislijo. Dobro, delujete mi včasih kot župnik, ki uči ljudi, kako morajo medsebojno živeti, kako morajo vzgajati otroke pa tako naprej, pa nimajo svojih, ne živijo z nikomer, pa nimajo svojih otrok. Tudi vi ste polni modrosti, ne o otrocih, polni modrosti o odnosih med spoloma, o teh stvarih. Seveda, saj sem imel resne veze. Seveda, saj nisem samski od 16. leta. Receptov glih ni kaj dobrih, zato ker niti ene niste uspeli pripeljati do srečnega konca. Ne, več sem jih pripeljal do srečnega konca. Prosim, ne zdaj tle nekaj insinuirati. Ne, ampak, ja, mislim, kaj je srečni konec? Jaz nekje sem prebral, da je... Kaj je una muzika? Aha, to je srečni konec. Jaz sem nekje prebral, da je zveza lahko romantična samo, če se konča. Zaključi, drugače ne more biti. Če nikjer ne najdeš napisano, napišeš sam, pa si to preberi. Ne, ja, mogoče ne, to je bilo dejansko nekdo rekel, pozabil sem pa kdo, ampak ne, imel sem kar nekaj resnih vez, nisem pa v bistvu še... Pa tudi iskreno, tudi če bi se poročil, ne vem, če bi to nekaj obešal na veliki zvon. Zato, ker se mi zdi, da moje intimno življenje, pa moja partnerka, pa bodoči otroci, pa tako naprej, to, da če oni nočejo se izpostavljati, zakaj bi potem morali biti izpostavljeni, samo zato, ker sem jaz izpostavljen. In moram priznati, da mi gre kar malo na živce, ker me novinarji, pa to ne mislim vas, ampak tako pač sprašujejo, kaj pa, imaš punca, imaš punca, kaj tako, pa zakaj je to važno? A lahko prosim vidite, zakaj vas ne zanima, o čem govorim? Kako so vaši starši znali vaju dva odmakniti od tega vsega? Ne, zdaj so pri tem. Popolnoma, ja. Mislim, oče je bil igralec, to nisto. Pa takrat je bilo tudi veliko manj medijsko tega pokritka, ki sem jih odraščal. V šoli so pa verjetno vedeli, to je pa Valičev sin, ne? Ni bilo nekaj zelo veliko tega. Mogoče kakšna učiteljica pa tako, ampak ni še bilo to tako. Zdaj ta amerikanizacija od leta 91 naprej je to prenesla, jaz mislim, da je to zelo pomemben, da tako. Prej se je to po mojem omejevalo bolj na te vaške opravljivke, pa tako, zdaj pa je to vedno širše, ker je to nek standard postal, da se vsi vemo vse o vseh s Facebookom, z unim, tretjim in tako naprej. Jaz pa ne verjamem to. Jaz pa mislim, da moji prijatelji, tisti, ki imam jaz rad, moj krog, definitivno se vejo, seveda, v mojem življenju za ostale se mi pa ne zdi nujno potrebno, da bi morali vedeti. In to sem hotel reči, da mi gre na živce, ko mi je novinar po predstavi, kjer je lahko poslušal, sploh pri bodoči bivši mož sem govoril, in o legalizaciji marihuane, in o homofobiji, in o takih stvarih, njih je pa sem zanimal, a imam punco ali nimam. Zakaj pa te stvari? Največ člankov o vas je v Slovenskih novicah, kar je tipično. Groza, ne? Ker jih sem to zanima. Zelo redki so tam na RTV ali pa... Ja, tako je. Čeprav, evo, zdaj moja babi je... Posledično sem jaz zaradi nje prišel v mladino in moja babi je po ogledu filma Preboj, kjer igra Domen, je rekla, ja, Slovenci nismo imeli kraljev ali cesarjev, imeli smo pa kmečke upore in narodno-osvobodilno borbo. Partizani. Ja. In mi je bilo tako, in sem to pač napisal na Facebooku, ko sem objavil najedva, ko sva šla pogledati Dom Novo premiero, in je Mladina ali danes mi je brat poslal, ko sem se pelil k vam, mi je poslal, da sva v Mladini. Pauza.
Tako da z veseljem. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Odlična, kot nekoč. Časi se spreminjajo, ljubezen ostaja. Radenska povezuje srca že 150 let. Nikoli nisi res sam, ob tvoji sem strani, tudi ko me ne iščeš. Nikoli nisi res sam. Vse je lažje, ko ti nekdo priskoči na pomoč. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Kako je živeti od tega posla? Večina stand-up komikov počne še kaj drugega. Ja. So zdravniki, profesorji. Noben ni zdravnik. Zdravnik ni noben? Ne, samo diplomiranje. To je vaš rojak, Celec. Celec. On je diplomiran zdravnik, oziroma nisem čez jih... Pa ne dela kot zdravnik? Ne dela kot zdravnik, dela ustvarja kot komik, pa kot pisec, pa tako naprej. Profesor matematike? Kuzman pa je. Uroš Kuzman pa je dejansko profesor. Zanimiva faca tudi. Super. To je pa to, se mi zdi. Drugi pa... Se več ali manj ukvarjajo s tem, Perica? Perica Erkovič isto, Perica je bil zelo zanimiv. Tin Vodopivec? Tin Vodopivec isto, samo stand-up komedijo dela. Pižama, Pižama je Tavžen Kunstler, tako je, on dela vsega svačega. Koga imamo še? Ipša. Martina Ipša, tudi samo to dela. Pa kakšne prireditve najbrž pa tako. Zdaj, to sem še hotel vprašati. Ni zares časa, če hočeš res posvetiti temu, pa dobro delati, pa biti odprt za vse možne nastope, potem je zelo težko zraven delati. Comedy Central. Tako je. Ena skupina stand-up komikov je iz bivše Juge, ki imajo redne nastope tam. Od Slovencev Tin Vodopivec pa Ipša, pa nišče drug. Kje je to zdaj? Comedy Central? Comedy Central. A na HBO-ju? Ne, Comedy Central. Kanal, ki ima Stand Up and More. To je bila pa v angleščini. Stand Up Express pa Stand Up and More, tudi v srbščini.
Eni so v angleščini, ena varianta je v angleščini, ena pa v hrvaščini. Mene so enkrat vabili v V Romunijo. angleščini Ipša ne more Mislim, nastopati. da so, ne, lahko, mislim, da lahko. Ne, ampak meni so enkrat vabili, mislim, da v Romunijo ali pa v Bolgarijo, kjer ne bi se to snemali. V Budimpešti pa v Belgradu. Ali v Budimpešti, Ja, v Budimpešti. Ampak nisem mogel, pa tudi ta pogodba, ki sem jo dobil, je bila malo čudna, takrat se spomnim, da mi nekaj ni štimalo. Ampak so tudi drugi dobili vabila. Tam imajo stand-up nastope, improvizacije, pa še nekaj. Comedy Central je itak nek program, ki v Ameriki laufa. Tam smo si mi v bistvu večino stand-upa pogledali. No, to bo zdaj ta neka balkansko-evropska verzija tega. Tako je. Bolj balkanska, kot evropska. Ja. To sem hotel, vendarle pa je to potem širiš mal krog. Lahko, definitivno. Tin vodopivec sploh, on je hodil okrog po ne vem koliko državah, 7 različnih državah. V različnih jezikih. V različnih jezikih in tako naprej. Ja, ker on je rekel, zakaj bi napisal nov material, če lahko svoj material prevedem v več različnih jezikov. Kar je zelo pametno za tega, ker lahko zaslužiš. Z 20 minutami več zaslužiš. Ti hip, ko pride tvoja predstava na televizijo oziroma na YouTube, je z njo konc. Praktično več ne moreš nastopati z njo. Načeloma, ljudje vejo vse na pamet. Ja, odvisno, koliko si poznan, pa koliko imaš ogledov na YouTubeu. Ker če imaš ti 10 000 ogledov na YouTubeu, ti lahko še vedno čist brez problema delaš, ker ne grejo vsi gledati. To je eno, drugo pa razlika je v živo gledati stand-up komedijo, pa je isti štos videti v živo ali pa potem na YouTubeu ali pa na televiziji. To je velika razlika. Vi zdaj imate v glavnem s tem, zdaj s prejšnjo predstavo, pa zdaj z novo, so to gostovanje, to me je prej zanimalo. Kako je to podjetje organizirano? Vid Valič nastopa. Tako. Na kak način pridejo organizatorji, kdo vam garantira publiko, denar in tako naprej? To je čisti moj riziko. Jaz sem se 2015, ko smo zaključili sodelovati s Špas teatrom, sem se odločil, očitno bom mogel sam tudi delati to, če bom hotel še delati naprej. In takrat sem potem trajalo nekaj časa, ker sem delal še neke druge stvari, ampak potem sem se odločil, da bom šel kar samo to. In mi v bistvu, se pravi, organizacija moja, podjetje moje in tako naprej, in potem se pravi, rezerviramo kulturne domove in to je to. Najamemo. Se pravi, vi plačate kulturni dom? Tako, mi najamemo kulturni dom. Riziko občinstva je pa vaš? Tako. Čisto naš. Če ni publike, smo izgubili denarja. Tako je. Ker ni samo kulturni dom je dostikrat še najmanj, je zraven še promocija, je zraven še ono, tretje, več ljudi, ki delajo tako in potem, če nimaš, ponovadi si izračunaš tako, da se nekako pokriješ, če ti pride 1/3 celotne kapacitete dvorane. Koliko vas je v ekipi, ki to počne? 4 trenutno, 5, če štejemo še oblikovalko, pa imam še enega kolega, ki mi rihta internetno stran, ampak on mi jo je postavil, pa ni toliko delano. Ampak imam organizatorko, to je moja mama, ona ima vse čez. Zdaj mama to dela? Ja, mama to. Mama je imela svojo založbo, ki, ne vem, če veste, knjige se neverjetno dobro prodajajo zdaj v tem času, zato je tudi pač ta, kot podjetje, njeno SP je šlo malo v franže, zaradi toliko dobre prodaje knjig trenutno. In potem se mi je zdelo tako super, je pa zelo dobra organizatorka, vse super in sem mi potem rekel, Zmeraj se vprašam, danes mislim, da je včerajšnji nedelu, današnjem, anketa, koliko knjig kupite. Ja, in koliko je bilo? Ne, to so tile, veš, ko so v okvirčkih spodaj to, Pater Karel, Gržan, pa Ksenija Benedetti, pa Lačni Franc. Knjige zdaj vedno vse bolj na tablicah, tako so bolj e-knjige. Zlagati se moraš, če bi rad rekel, da kupiš vsak mesec eno knjigo. Tako, kje niti blizu. No, tako da pač to ni šlo nekaj dobro, ampak jaz sem imel pa potrebo potem, da imam nekoga, ki mu zaupam, pa nekoga, za katerega vem, da je dober organizator in se je to super poklopilo. In ona je v bistvu naredila domačo nalogo, je najdla vse kontakte kulturnih domov, koliko so kapacitete, bla in tako naprej. Potem smo pa dobili še promotorko, Kajo, pa še Andrejo, tle za štajerski, koroški, prekmurski del. Kaja ima pa čez drugi del Slovenije in to super laufa sta obe. In Kaja in Andreja sta v bistvu zelo zorganizirani, ambiciozni, to se laufa. Všeč so mi ljudje, ki so živčni, če se nekaj ne dokonča, pa vejo, da lahko še danes končajo. Tako da oni, da ima to obeto. Zanimivo je, kar je manj znano iz vaših podatkov, da ste pravzaprav pol Štajerec. Slovenska Bistrica. Moje pojme, imam take zelo fajn korenine. Jaz sem pol Štajerec, četrt Ljubljančan, pa četrt Primorc. Imamo tudi na Gorenjskem. Babi je Primorka bila? Dedi.
Ded je bil Tržačan, ja. Pred vojno so bili Trst. Aleksandar Valič. Tako Aleksandar, ja, pa je mogel pa zbežati, ko je prišla pač druga svetovna vojna, pa fašizem, pa tako so zbežali v Staro Gorico, no, pol tam pa v Ljubljano, pa med partizane. Stari partizani, ja. Ko sem hotel, ste hodili takrat v teater, ko je Dedi še igral? Ja, jaz sem ga videl še v parih predstavah. Kakšnega ste ga videli? Super. Jaz sem ga gledal vem, da v otroški predstavi sem ga gledal, ker sem bil še mulc, potem, tam sta bila še z očetom skupaj, mislim, da je bil Razbojnik Rogovilaš. Oče je igral nekega čarovnika, pa to super predstava, meni bo takrat tako, tam so, ker je bil on čarovnik. Kako gledaš očeta takrat na uvodu? Ne vem, bil je dovolj v kostumu, da sem ga čist kupil, ampak ne vem, mene bo to zanimivo. Je ta prvič, ko sem poštekal, da gre za igranje, je bilo, ko sem bil še čist mulc, pa sem verjel v Dedka Mraza in sem videl, da je moj oče Dedek Mraz, ki je bil na osnovni šoli, takrat je mama je učila na osnovni šoli, mislim, da mu je ona rekla nekaj tasga in je on prišel pač obleč in sem ga jaz prepoznal. In bilo me tako, čak malo, ko je zdaj to, ne? Kako je to, jaz mislim, Dedek Mraz, ne, zakaj zdaj moj oče igra Dedka Mraza, ne, in pa sem tu malo že, okej, sistem je pol na finto vrgla, ne, on samo igra Dedek Mraz, je še vedno Dedek Mraz, ne, okej, v redu, pa priješ čez to, pa ne vem, pa sem pa kar nekak pri 7-8, meni je bilo všeč, kako je izgledala predstava, ampak me je zanimalo tudi, kako se jo naredi. Mene ni zanimalo samo, wow, super in gremo, ampak me res matra, jaz sem hodil tudi zadnji za oder. Zanimalo me je, kako zdaj ti klobase, ker letijo po zraku, ko on to čara in tako naprej. Ne. Vse pa, ko ugotoviš, da sta to samo dva tipa v črnih oblekah, ki premikata te v temi fluorescentne klobase. Ja. Za vse otroke, ne, zdaj s tehnologijo, zdaj se da še veliko boljše narediti predstava. Ja, no, takrat je bilo pa to vrhunc. Jaz sem ga bil kar takole, kako je to možno, ker je bilo čisto teme bilo, ne? In pa sta ta črna sta premikala te dve klobasi in sta res, to je vse letelo, on je čaral in to je letelo po zraku in me je tako 6-leten otrok, kako se dogaja. Takrat ti to pride potem, ne, ta občutek, da je pravzaprav fajn ljudi z te strani nategovati. Ja, nategovati, ja. Ne, pa to, da pričaraš, ker jaz sem čutil, kaj v meni zbuja to in potem sem hotel biti tudi jaz tak, ki to vzbudi v ljudeh. In vse mi je bilo glede teatra. Všeč mi je bilo, kako so dišale deske, kako je bilo za odarje, ker sem prišel v kostumu, kjer sem imel kostume v garderobo, ne, ker je tudi imel nek svoj von, te kostumi, ki so tam pač sprah pa švic, pa vse to se nabira. Ampak ne vem, vse mi je bilo zanimivo, vse mi je bilo tako tak zanimiv svet mi je bil. Razočaranje, ko niste naredili sprejemnih, je bilo veliko ali? Mislim, bilo je ta malo lisica grozdje. Prav, sej nočem iti. Ne, nočem tega grozdja, ampak moram priznati, da zdaj, ko gledam nazaj, hvala Bogu, da nisem bil sprejet, zato ker bi šlo čist druga pot, bi bila, ko sem brata gledal že zelo hitro, v bistvu 3-4 leta, kasneje je bil brat sprejet na AGRFT, pa ko sem videl, koliko je on dejansko mora biti tam, pa koliko je to urnika, jaz ne vem, če bi to zdržal. Ker oni so tam od 9 zjutraj. Ja, niso jim dovolili nastopati. Pa do 9 zvečer. No, pa še to zraven. Ja. No, dobro, te prva 2 letnika, pa že malo pustijo. No. Ampak, ne, tako, koliko so, oni so do 9 so morali biti tam, to je bil konstantno s tistimi 10 ljudmi, ki je bil v razredu skozi 4 leta. Ni malo igralcev danes zelo uveljavljenih, zelo znanih, zelo dobrih, ki so nekajkrat šli. Ja. Nekaj let. Emeršič, mislim, da je 4-krat delal sprejemce, pa tako. In se kar spominjajo unega, ko so ga naredili. Ja. Eni par igralcev so imeli tukaj, ki so mi znali oddeklamirati tisto, kar je pred 30 leti na sprejemnem znal na pamet. Jaz znam tudi še začetek tega monologa. Jaz sem ga imel pa v 3. letniku, smo delali za 4. letnike predstavo za maturantski esej in takrat je bila za maturantski esej Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in sem zlodej. In sem imel ta... Že takrat je nekdo znal. Že takrat je vedel, kam se nagibam, so vedeli. No in isto ta monolog, to še vedno znam. Zdaj je zelo kratek, v bistvu, no, ker ga je skrajšala, zato ker ga najbrž nisem znal odglumiti, tako kot je treba. Koliko se pa časa človek uči teksta, ki ga piše? Koliko je verno to potem? To je zelo odvisno od tega, koliko je zahteven tekst. Koliko ti v bistvu... Ker zdaj jaz vidim, ker si jaz pišem, je dostkrat tako, jaz sem naprimer zdaj to, ker sem dejansko začel študirati oziroma ponavljati tekst, mislim, da 2 tedna prej, pred predstavo prvo, in da sem potem 1 teden pred predstavo ga lahko že pregovarjal, brez problema. Ne? Sprav, 2 tedna prej pa 10 dni prej sem ga začel tako malo čakati, kako že tretje. Potem pa naprej. Tako da
veliko težje je pa tekst, ki ti ne leži. Ne? Pa... Če si ga sam pišeš, je lažje. Pišeš tekst, ki ti leži. Ja, pa ne samo, da ti leži, ti tako že v besedah, takih kasti. Se pravi, jaz tako vse povem na odru, zdaj kot komik, povem tako, kot bi pač tudi v realnem življenju. Ne? Drugo je pa potem igralski tekst, tiste pa malo težje. Ne? Sploh, če imaš nek lik, ko enkrat osvojiš lik, ti je veliko lažje ta scenarij potem, ampak dokler ga osvojiš, je pa kar del. Ne? Kako je s tistim vicem? Pravzaprav ni vic sam to, kaj naredi Povš na želvi. Na želvi, ampak kolikokrat ga poveš? Ja. Koliko ljudi gnjaviš? Koliko ljudi gnjaviš, ja. Ja. To pa koliko ljudi ti uspeš vedno nasmejati s tem vicem, kljub temu, da so ga že dvakrat slišali. To je smešno, dostakrat je izvedba, ne. Dostakrat ti lahko že poznaš to, pa ti bo nekdo tako izvedel, da bo tudi drugič pa tretjič smešen. Ne. Tako v družbi imaš ti ljudi, ki kakršenkoli vic povejo, se vsi režijo, imaš pa ljudi, ki ne bojo nikoli znali vicov govoriti. Nikoli. En znani problem je, da se ne smeš režati, ko govoriš vic. Ti se edini ne smeš smejati. To je nujno potrebno, da ni veš, kjer ga imam. Veš, čakaj, samo. Meni že tle na živce gre, jaz že tle nočem več slišati vica. To je res. Eni so res taki, ful je zanimivo, ker začnejo govoriti vic, pa vsi vemo, da ne znajo dobro povedati vica, ampak oni se odločajo, da bojo vseeno povedali. In se mi zdi, da potem vsi ostali, ki smo zraven, smo kar tako, se ti bo ratal. Paš to. In ko prav čakaš in pove vic, ker si ga že poznal, mogoče slone, si tako, fino. Si srečen, da je končal. Tako, ja. Ne, ampak da mu je ratal prije do konca, skoraj skoliko, kar je treba. Ja, timing je nek mislim, to je tako, ne pravi, da ljudje imajo smisel za humor, nekaterega pa pač nima. Če imaš ta smisel, potem boš tudi povedal, što lahko tako, kot je treba. Dobro, to je res eno tako vprašanje, ker od malega, od leta 2001 ali 1999 že nastopate kot nekaj. Ampak preden ste sploh prišli te vode, ste že vedeli, da znate vice govoriti, znate družbo zabavati? Ne, mislim, da je bilo tam nekje pri 15-16, tako nekako. Takrat smo začeli, do takrat nisem se imel za nekaj ful smešnega ali pa tako. Duhovitega. Ja, ne, tudi kot najstnik sem bil malo občutljiv, pa to, pa sem vse bolj tako emocionalno doživljal, pa tako. Potem pa pri 16 smo se začeli pa malo zafrkavati. Vedno smo se veliko smejali, oče se je vedno zafrkaval rad, mama se je tudi zafrkavala, dede je imel tudi štose, pa tako, oba dedja v bistvu, no, in ta Štajerska in Aleksandar. Nisem tega tako dojemal, pa 16 let, ko sem bil pa star, pa smo začeli ta improligo, oziroma šolsko improligo, pa lepo kar enkrat, čakaj, tudi drugim ljudem je to smešen, tudi ljudem, ki me ne poznajo, me je kar malo zasvojil. Dober občutek pa je, da ljudje, ki pridejo na vaše predstave, da pridejo zato, da se bojo smejali in se smejijo. Definitivno. Malo je zoprno, ti jim hočeš nekaj resnega povedati, oni se ti pa smejijo, ne? Mislim. Ne, ampak to je eden od lepših občutkov, da v bistvu ves ta trud, ki si ga dal v pisanje, v razmišljanje, v to, da sem discipliniran, pa če imam neko idejo, da si jo hitro zapišem, kadar reče pozabiš in tako, da pol uživa, to je res loštene. To je fake news, da je en župnik odpovedal predstavo zaradi naslova? Ne. Seks v... Ja. Problem je v tem, ker mi smo rekli, rezerviramo, pa... Kulturni dom, ki je v domeni cerkve. To smo itak vedeli, smo že 2 leti delali z njimi, ampak smo rekli, kako pa naslov predstavi, ne vemo še, ker res nismo še vedeli, ker jaz se še nisem čisto odločil in potem pa, ko smo se podločili, pa nismo sporočili tega, zato ker se nam je zdelo, pa se ni vulgaren za res naslov. Ne? In potem, ko smo pa izobešali plakate... A takrat je znal? Ja, so pa takrat videli in bilo... Tako da, ja, na srečo smo imeli samo mislim, da je bilo 35 kart prodanih, tako da smo pa samo toliko ljudi morali obvestiti, da mora priti v drug kraj. Ja. Ne kraj, v istem kraju, v drug kulturni dom. Na srečo jih imajo več. Ampak o tem res ne razmišljaš v današnjem času, da je lahko to problem. Ta zadnja stvar, ki bi pomislil, res. Ja. Pa se zdaj nekako razmišljam. Sam čuden je, ker v cerkvi si tudi seksajo. Ne vsi. Jaz bi razumel, ne vsi, ampak tisti, ki hodijo v cerkev, tudi seksajo. Drugače bo težko to vzdrževati. Pa to je eno, drugo pa... Jaz imam seks po slovensko, ne seks pred poroko. Tako da mogoče... A veš, če bi bilo seks pred poroko, bi razumel, da ne marajo. O tem sem se zadnjič pogovarjal z novim evangeličanskim škofom. On isto zagovarja, da seks pred poroko ni
blagoslovljen. Ne? Ja. Ampak potem sem ga vprašal, pa tudi vaše mnenje me zanima. A je normalno, da se dva poročita, ne da bi prej preizkusila, če seksualno se skladata? A bi bilo v današnjem času to? Ja. Lej, kaj je normalno? To je meni vedno vprašanje. Jaz, ko pogledam vse te različne kulture, pa tako naprej, kaj je za njih normalno, kaj je za nas normalno, tako Bog si ga vedi. Meni se zdi organsko, se mi zdi, da se osebi združita šele potem, ko se dejansko združita. Ko se pozna tako? Ne, ko se združita. Absolutno, ja. Ne? Se pravi, ko se ti poseksaš z osebo, ki ti jo všeč, ki ti privlači in s tem nekako še poglobiš odnos in potem to nadaljuješ, poglabljati ta odnos. Rataš intimen, takrat veš, da je to oseba, s katero hočeš biti. Se pravi, seks pred poroko, po poroki se mi zdi ravno to, da ti v bistvu ne veš, a se lahko združiš s tem človekom. Ali ne. Ampak se kar na papirju se združiš. Ne? Se pravi, v tem smislu, ja, za moje pojme ni normalno. Ampak, glej. Dobro, pravzaprav sva isto govorila. Vprašanje pa odgovor sta šla vsak po svoje. Normalno je meni tako, kaj je normalno, mater, zdaj pri toliko različnih stvarih. Zdaj, ko smo res tako povezani pa s hitrim pretokom informacij, je res to, kaj je normalno, postaje veliko vprašanje. Vidiš še en problem. Spadaš med bolj prepoznavne Slovence, da ne bom govoril slavne, to je en termin, ki mi ni všeč. Tako. V Sloveniji pa slava, pa Bog pomaga. Vsega skupaj nas je za eno predmestje Londona. V tem smislu. Slavo vidite bolj kot to, da mora biti več kot 2 milijona. Vsaj. No, ampak hočem reči to. V mojih mladih letih, mi da vendarle imamo eno časovno razliko ogromno, smo mi kaj hodili po gostilnah, pa popivali, pa delali bedarije, pa tako naprej. Pa je morda tisti trije, ko so tam sedeli, so govorili okoli, pa se je tudi fejst razvedlo, da ga serjamo. Ampak danes, ko te lahko vsak s telefončkom poslika, znaš moraš pa prav paziti, kje si, kdo je okoli tebe. Ker ja pa ne si na Facebooku, na vseh teh. Jaz sem, hvala Bogu, delal še absolventske izlete v tem času, ko še niso bili toliko dobri. Imeli smo že kamere na telefonih, ampak niso bile še zares dobre. In ljudje tudi še niso imeli tega, da je lahko to takoj gre pač pa na omrežju. Na Kreto ste hodili? Ja, Kreta, ja. Pa tudi maturantske te na Ios, pa Krf, pa Santorini, pa tako je bilo zelo lušteno. Zmeraj so to tako ozloglašeni ti maturantski izleti. Jaz sem rekel, da če je dober vodič z njimi, stvar zelo lepo lahko pride skozi. Vedno in vedno najbolj, ja seveda vodič pa organizacija definitivno nekaj prenese, ampak največ prinesejo maturanti s sabo. Pa to. Jaz sem opazil, da se je zelo razlikovali od nekega glavnega mesta napram enem, ki je bilo bolj ruralno območje, da so te, ki so bili iz glavnega mesta, so bili malo bolj razvajeni, malo bolj so zahtevali, pa nič pripravljeni, da malo bolj tečni. Te, ki so bili malo bolj ruralno, se je videli, da so mogli prej več odgovornosti sprejeti in tako naprej, so bili bolj zreli, so bili drugače pristopali. Pa so se lepše imeli na koncu. Definitivno. So vsej vedeli, trikrat lažje je bilo. Ker te, ki so bili bolj zreli, pa bolj odgovorni, so imeli, bolj so bili človeški. Napram tem, ko so prišli, ena je prišla, tam smo sedeli, jaz pa vodiči, pa ko smo imeli tudi medicinsko Ansambl je bil z vami, ne? Ansambl, kaj Čukija, kdo je bil z vami? Ne, to so prišli, pa so sam nastopali. Ne, mi smo bili tako kot ekipe, smo bili jaz, pa moji animatorji, pa vodiči, pa medicinsko osebe, ne, smo imeli vedno ene 3-4 zdravnike s sabo in mi sedimo tam in pride ena ta mala Flajštar. Jaz pogledam, kakšen Flajštar, kaj je zdaj, ne? Flajštar. In tako, kaj je Flajštar? Povej, se sam deramo različne besede. Ja, povej, živo, prostite, padla sem, ruknila sem se, a imate mogoče, razumeš, bodi oseba. Ne samo zato, ker so tvoji starši plačali 400 € za ta maturantski ples, mislili, da zdaj smo po vsi, oziroma, ne ples, plesi bodo prišli zdaj. Tako, da smo zdaj ti pa vsi na voljo, razumeš, takrat, ko ti pomigneš svojo čarobno paličico, veš. Tako da je bilo kar, ampak je bilo luštno, je bilo zabavno. Tudi plesi maturanski, tudi to ste delali, ne? Tudi plese to še zdaj delam, ampak to, kar je bilo vprašanje s temi telefoni, ne. Lih pred kratkim se je to mi zgodilo, da so bila s prijateljico komičarko, so šla hoditi malo po Rožniku, so se tam zafrkavala in je očitno ena tam prav, zdi se mi, da vem, katera je, da jo je fotkala, ker se mi je zdelo malo čudno, ker je tako nekako telefon držala, pa malo nekaj tako pogledovala pa stran. In je pofotkala in evo so že v časopisu, da imam novo punco, ki jo skrivam in da piše bežal pred nami.
Jaz sem bežal, tako v hoji sem bežal, ampak hoja je ena najhitrejših bežanj takoj za plazenjem. Ampak je zabavno, ja. In ne samo to, drugače smo začeli ljudje razumevati, kaj je zdaj zasebnost. Se pravi, to, da jaz tebe slikam, kaj? Vse ni nič, vse sem kaj? Vse si bil tukaj, ne? Ja. Neverjetno, to je neverjetno. Ne? Da je to, pa je celo neki zakoni obstojajo, da ne moreš kar tak. To slikati ne bi smel pravzaprav, človeka, ki tega ne želi, tako je. Še bolj pa ne tega objavljati. Definitivno. Mislim, da je, moram še pregledati, nisem še spravil, pa sem si že parkrat rekel, da moram, ampak mislim, da je, če si na javnem mestu, da te lahko snemajo. Ja, to je drugo, na tekmi nogometni, v tako. dvorani. Ne, tudi že sam, če si v mestu, že sam, da greva ven, tlele na pločnik. To je že problem. To ni to ni javna prireditev, na prireditvah je drugo. Okej. Drugač pa kar tak. No, evo, to si moram pogledati, ker tega še ne vem, če natančno. Dobro ga videti, da mi počasi zaokroživa vse skupaj. Že? To se mi je pri vseh komikih se mi to zgodi na koncu. Že? Se še nismo prav začeli. Pa daj malo potegnite, kaj se To še je rekel, da bi prišel še enkrat. Tako, drugi del intervjuja. Ne, glede na to, kar se zdaj pogovarjamo, pravzaprav je zelo težko vprašati, kje se vidite. Kaj se vidim naprej? Ker tako sproti gre vse skupaj, pa iz projekta v projekt, iz predstave v predstavo. Kaj vam je življenjska želja, da bi dosegel? Razen otroci, 2, 3? Ja, 40. Ali baba. Ali baba, jaz bi rad imel 40 razbojnikov. Ne, vedno bom po moje delal stand-up komedijo v Sloveniji, to mi je definitivno izziv, zato ker sem tudi rad gledal Georgea Carlina, ki je bil star 70-76 let, ki je delal tudi stand-up komedijo, pa mi je bilo zelo všeč, zato ker tudi dobiš neko kredibilnost z leti, zato ker te ljudje bolj poznajo v tretjem videu. Že 40 let bi še? Ja, čez 40 let bi še. To me pa zelo zanima film, pa to tle imam zelo velike ambicije, tako da to bi rad. Se pravi, zdaj, če sem prej razumel dobro, če se nihče ne bo spomnil, boste organizirali ekipo in delate film sami. Mislim, to je ena od mojih ambicij, ki bi jih rad uresničil. Definitivno. Vidite, jaz vam želim vse dobro na vaši poti in hvala lepa za to. A boste prišli igrati v film, če vas povabim? Veš da? Odlično, da veste. Če boste detka rabili. Zvenelo. Najlepša hvala.